Lep dober dan vsem novinarjem in novinarkam, ki ste prišli na našo novinarsko konferenco Podmladkov v imenu vseh teh strank, Podmladkov, tako Fokusa kot SLS, pa sem se v spregovoru predsednik Mlade Slovenije, David Stebežan. David, izvoli. Lep dober dan vsem, ki ste prišli. Tako, mi smo sklicali zaradi tega, ker se je zgodilo prejšnjem tednu ena stvar, na katero zelo želimo opozoriti, noben drug ni, pa smo rekli, bomo glas mladih v tej situaciji. Z zaskrbljenostjo spremljamo nedavne vladne pritiske, s katerimi želijo utišati glas mladih v politiki. To leti na prepoved političnih soočenj v srednjih šolah. Prepričani smo, da mora biti šola prostor znanja, kulture dialoga in vzgoje za aktivno državljanstvo, kar pa ne pomeni bojkota politike. Čez 3 ure bi na škofijski klasični gimnaziji moralo potekati soočenje podmladkov parlamentarnih strank v organizaciji Škofijske strele, družbeno-političnega krožka, v sklopu katerega dijaki pripravljajo različne okrogle mize, stojnice in druge dogodke, s katerimi spodbujajo zaveščenost mladih. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v tednu pred tem izdalo okrožnico, s katero je prepovedalo kakršnakoli in vsakršna soočenja pred volitvami in se pri tem sklicevala na 72. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki pravi, v vrtcih in šolah je prepovedano delovanje političnih strank in njihovih podmladkov. Člen varuje politično nevtralnost javnega šolskega prostora in ščiti dijake pred enostransko strankarsko propagando. V učnem načrtu srednješolskega predmeta aktivno državljanstvo lahko med drugim najdemo vsebine, katerih cilj je, da dijaki spoznavajo delovanje političnega sistema Republike Slovenije, njegov vpliv na življenja njenih prebivalcev in državljanov ter vlogo političnih strank v Sloveniji. Da se dijaki usposabljajo za sodelovanje v javni razpravi, za premislek in zagovor lastnih stališč, sprejemanje različnosti pogledov, poslušanje stališč drugih in skupno iskanje kompromisne rešitve in mnoge druge. Tukaj pridemo do vprašanja, kaj točno pomeni organizirano delovanje političnih strank. Po ustavi ni dovoljena diskriminacija na podlagi političnega prepričanja. Mora biti torej učitelj, ki je aktiven v politiki, odpuščen? Je to že organizirano delovanje politične stranke v šoli? Člen ne prepoveduje, in to je ključno, političnega opredeljevanja posameznika, tudi dijaka, kot državljana. Člen ne prepoveduje govora o programih strank v okviru aktivnega državljanstva in v okviru osnovnošolskega predmeta državljanska in domovinska vzgoja ter etika. Člen ne prepoveduje kritičnih razprav in argumentiranja idej o političnih temah in javnih politikah. Zakon torej ne prepoveduje politike kot vsebine, prepoveduje pa strankarsko delovanje kot organizirano strukturo v šoli. Sprašujemo se, kako se lahko pogovarjamo o aktivnemu državljanstvu, če je hkrati prepovedano javno v šoli soočiti in predstaviti politične ideje. Dogodek so organizirali dijaki sami, ker so želeli slišati vsa mnenja, zato je bil dogodek več kot uravnotežen. Povabljene so bile vse parlamentarne stranke. 3 iz levega pola, Svoboda, SD in Levica, in 2 iz desnega pola, Nova Slovenija in SDS. Zato tu ne moremo govoriti o delovanju strank v šolskem prostoru. Če bi stranke same organizirale dogodek, če bi se šlo za enostransko promocijo, če bi se delil propagandni material in če bi bil namen jasno mobilizacijski, potem bi se ta 72. člen lahko uporabil za prepoved. Tako pa je zdaj očitno, da se vlada boji, da ne bo uspela nagovoriti mladih, da bi mladi začeli razmišljati svojo glavo, zato namenoma zatira demokratično in kritično razpravo. Vlada oziroma ministrstvo je v mesecu pred volitvami namenoma izbrala ozko in prestrogo razlago zakona, ki nikoli prej ni bil tako interpretiran. Spomnimo se soočenja na tej isti gimnaziji 16. marca 2022 pred državnozborskimi volitvami, ki ni bil prepovedan, prav tako pred evropskimi volitvami leta 2024. Mladim želimo pustiti proste roke pri politični presoji in jim pomagati rasti, saj so oni tisti, ki bodo nekoč vodili našo državo.
morajo razumeti politične programe, jih kritično presojati in oblikovati lastna stališča, še pred prihajajočimi volitvami. Obsojamo vlado, ker želi mlade narediti za pasivne poslušalce. Mladi želimo svoje sovrstnike opogumiti za aktivno državljanstvo in politično delovanje. Tukaj se lahko malo vprašamo, kje živimo, ker očitno živimo v obdobju fake svobode. Ne? Kdor namreč omejuje dialog, uničuje prihodnost. Naša prihodnost so te mladi. In kdor utiša mlade, si ne zasluži vladati. Hvala. To je z moje strani to. Sem pa še odprt za vprašanje, če sem bil kjerkoli nejasen. Kar je sprašal Nextfullan, Televizija Slovenija, imate morda kakršnekoli primere iz tujine tam drugače urejena ta zakonodaja, če govorimo o soočenjih? To pa bom čisto iskreno povedal, ne, zaenkrat ne. Si bom pa pogledal, pa lahko javno odgovor, no? Napišemo. Imate morda recimo kako pobudo za to vlado, da bi ta zakon, ni več časa sicer, no, ampak da bi ta zakon popravljal, oziroma da bi se ga bolj dosledno držali? No, tukaj je ena zelo fajna. Ta zakon je zelo nedefiniran in pušča prosto pot vladi, da se interpretira prepoved delovanja kot kakršnokoli. Tukaj bi bilo ali smiselno zakon veliko bolj strogo zapisati, ali pa pač to prepustiti šolam, da se same odločijo, pa pač njim prepustiti, da se odločijo, kaj je zdaj smiselno na tisti šoli. Zdaj, če je javna, bi bilo samo treba fajn definirati, ali je to v šolskem času, ali morajo to organizirati dijaki sami, ali tukaj treba postaviti nek standard vabila parlamentarnih strank. Mogoče malo boljše, kaj točno pomeni delovanje strank. To bi bilo potrebno. Mene pa zanima, kako komentirate ta dogodek, ki se je januarja zgodil, torej Slovenska demokratska mladina obiskala gimnazijo v Žemlji, oziroma dijaški dom, kjer so med drugim tudi delili svoj material in to se nam zdi ta dogodek sporno. Zanimivo, zaradi tega, ker to so se odzvali tudi na gimnaziji Žemlje. Jaz sem bil tam, nikoli nismo čutili pritiska, nikoli se ni dejal. Dogodek je bil prostovoljen in je bil izven šolskega časa, to je bilo v domu Janeza Boska. To sploh ni v času šole, tudi ni bilo obvezno. Škoda je, ker se je interpretiral ta dogodek v tem kontekstu. Organizirano je bilo soočenje med vsemi strankami, ki smo ga, v bistvu si ga tudi mladi ful želeli in so ful žalostno napisali, zakaj se je to skenslal. Ampak tudi tam na Želimah so potem večje soočenje, ki je bilo po tem dogodku, so morali skenslati, ker so se ustrašili, kaj bo zdaj rekli. Ampak škoda zaradi tega, ker so mladi iz gimnazije bili prikrajšani za ene zelo kvalitetna soočenja. Ne. Se morda, kaj pa morda, če Svoboda misli na to, glede na to, da je vaše ime tudi krščanski demokrati, pa da gre za soočenje na škofijski gimnaziji, kako bi recimo tem očitkom odgovorili? V smislu, da se promovira krščanske ideje, kako? Ja. Že prvo samo to, da so bile povabljene 3 stranke iz levega pola, da je to, katoliška gimnazija, ki je povabila 3 stranke, s katerimi se sploh ne strinja, pa 2 nekako iz desnega pola, se mi zdi čist absurdno take obtožbe delati. No. Te dijaki, jih res zanima, so skušali uravnotežiti, čim greš izven parlamentarne, preveč strank, zato so se omili na parlamentarne, ampak to je, kvečemu pozdravljam pobudo. Zanimivo je, da prihaja do takih soočenj ravno na katoliških gimnazijah, na gimnaziji Želimne pa na škofijski klasični. Pogrešam povabilo iz strani gimnazije Poljane pa kakšnih drugih, ki se imajo za izjemno bolj napredne, kot pa kakšna krščanska, ne. Malo ironično. Hvala. Hvala. Hvala vam.